Začelo se je svetovno prvenstvo, za nami projekt Venezuela. Projekt, ki ga bo potrebno čimprej pozabiti, pa ne zaradi kakršnekoli razočaranja, česarkoli, ampak zaradi enostavno zmage, ki smo jo pričakovali, ki se je morala zgoditi in je samo prvi cilj, oziroma ni res, je samo prva stopnja v cilju, ki ga potem potrebno doseči. Se pravi, ne vem, kot je Gregor Hrovat o praznovanju svojega rojstnega dneva dejal, pa gremo čim dlje, kakor daleč to že bo. V glavnem, brez nekih težkih pretresov, razen mogoče na začetku kanonade trojk venezuelske reprezentance, smo tole tekmo pripeljali do konca, nobene poškodbe, kateri je izrazil tudi Klemen Prepelič ob koncu, tako da mislim, da ena kljukica je lahko narejena, ampak tekmo naj se čim prej pozabi, ker sledijo druge, še pomembnejše, že prva jutri proti Gruziji, drugi najboljši reprezentanci skupine in zmaga bo sila pomembna, seveda, če jo dosežemo, no. Bolje rečeno, tekma bo sila pomembna, kajti točke se prenesejo naprej v drugi krog, kjer seveda Slovenijo pričakujemo. V glavnem, če ste tukaj prvič oziroma vnovič, lepo vabljeni, da se mi pridružite, da se naročite na kanal, zato ker bomo podobne analize delali naprej. Zdajle highlightsov od Luke ni bilo oziroma nasploh tekme, zakaj FIBA je tukaj izredno stroga in tega pač ne dovoli. Kakorkoli, gremo na prvo četrtino. Prva četrtina najbolj jasen znak, seveda, Venezuelci mečejo za 3 vse, samo 2 meta, mislim, da za 2, v vsakem primeru in še dobro so zadevali. V nekem trenutku celo 9 od 11 trojke. A smo mi to pustili? Na začetku mogoče niti ne, ker so kar zadevali preko roke, medtem ko Lukas je dobil ene 2, 3, tako malo bolj na easy, je dobil v svoj koš, ne. Medtem ko pa bi jaz tukaj poudaril, da smo 3 minute in 50 v igri naredili svoj prvi faul, kar je za mene nedopustno, še posebej, če na drugi strani letijo trojke. Prekini zadevo, prekini momentum, ne morajo nas oni filat kot papriko, ne gre to tako, no. Ampak dobro, imamo mi tukaj svojo moč, imamo mi to Luko Dončića v napadu in pa Bineta in Tobija, ki bijeta boj spodaj, do temu se še dotaknem. Zanimivo, prva paterka se pravi Dončić, Nikolić, Prepelič, Zoran Dragić, Tobi. Že nekaj podobnega smo videli na realnih tekmah. Ravnem ste videli tisto situacijo, ko gre Dončić v prodor, zadane, tam Carrera in Sokopa, eden prek drugega padeta, adijo, grda. No, v glavnem, nek pretres še tole, konec tretje četrtine, celo 33-31 bilo na koncu prve četrtine za Venezuelo, je možno. V vsakem primeru. V drugi četrtini smo stvari nekoliko postavili na pravo mesto, da tako rečem. Blažič, 2 lepe potezi, mislim, da 4 točke, takoj nas je malo poneslo. Mislim, da že nekaj razlike ob začetku, 41-33 je vmes znašala zadeva. Luka je v tem delu eno in podajo proti Binetu Prepeliču podelil, potem je Bine zgrešil koš dobesedno. Tu se še nekoliko poznajo izkušnje Bineta, ampak njegova vloga je predvsem v obrambi. Evo, na tem mestu pohvalim Bineta Prepeliča, ker je v obrambi za Moro bil res pravi boj. Za Moro je bil zelo, je zelo močan fant in tukaj ga je Bine malenko celo sprovociral, večkrat se je ta oziral proti sodnikom in tu je, mislim, da naloga Bineta opravljena. Fant je do konca tekme zabeležil tudi 5 točk in pa vzel 4 skoke. To je bil tudi v bistvu nek del tekme, ko sem se prvič vprašal, koliko prekrškov bo Luka moral pretrpeti oziroma koliko udarcev jih bo dobil, ker je že nemalokrat stopil na črto za proste mete, ne. Pa hkrati je to, če še gremo v njegov obrambni del, bila že del, ko je že dobil 3. trico na svojemu igralcu. Ja, zgodila se še na koncu tista trojka iz svojega prostega meta, je Venezuela zvrgel in zadev. Tako da mislim, da neka minimalna prednost Slovenije na polčasu. No, v tretji četrtini pa smo že nekoliko spremenili vso zadevo, tudi plus 15 je tukaj že dosegla razlika. Ne vem, če se spomnite, v prvi minuti je Luka izvedel en prodor, kjer sem jaz dejansko videl, evo, Luka je pa res hiter na tem prvenstvu, no. Vsaj takrat, ko se odloči. Tukaj je prišla hitrost do izraza. Do izraza je prišla tudi naveza Dončić Tobi,
Parkrat sta odlično kombinirala. Tobi je pokazal, da je končno v formi. V enem izmed prejšnjih podcastov se me je ravno to skrbelo, da je njegova šuterska forma mizerna. A je bil on včeraj 100% v metu? Na koncu 21 točk, 5 skokov, 2 asistenci. Jaz mislim, da je bil na koncu 100%. 3-3 za 3, pa 6-6 za 2, če sem prav seštel. V glavnem res se je razigral. Fizično mislim, da je on tudi močen, ko se on postavi, je robusten, resnično. No. Zdaj, kaj če moje največje opažanje je bilo 3/4, žoga je izjemno krožila, lažje smo prišli do nekih metov, oni so nehali zadevati trojke, mogoče tudi na naš račun, ker smo malo stisnili. Blažič v tem delu igre zanimivo sploh ni igral, do konca srečanja pa tudi nista dobila priložnost ne Glas, ne Samar, medtem ko Hrovat nekaj drobtinic. Ne? Zanimivo. Zdaj v tretji četrtini je Žiga Dimec v neki situaciji si priboril izjemno dosti prostora pod košem. V tisti situaciji so šli sodniki pogledati, ali je šlo za nešportno osebno napako, ker je bilo precej veliko vlečenja. No. Zdaj, zakaj je to pomembno, pa se ni toliko, ampak hotel sem ta aspekt izpostaviti, toliko prostora in na tak način, lejte, to pa zna Žiga Dimec. Če mogoče kje druge živce zgubljamo nad njim, oziroma predvsem širša javnost, to je pa nek košarkarski element, ki Dimca v bistvu dela boljšega, hočeš nočeš, od ostalih slovenskih centrov. In zato Dimec dobiva skupaj s svojimi bloki, postavljenimi kakšnim skokom, kakšnim močnim falom, dobiva priložnost v reprezentanci. Tako je to, drugega ni. Če se še navežem na četrto četrtino, kjer je že znašla razlika plus 19, še Prle Prepelič pride do izraza z nekaj prodori za zadeto trojko. Do konca srečanja tretji strelec slovenske reprezentance 18 točk in pa celo 6 skokov. Tako da nekako smo tukaj pripeljali srečanje do konca, oni so želeli še nekaj brezveznih trojk iz 9 metrov. Luka se je vrnil tam 5 minut do konca srečanja v tekmo za neki mirn zaključek. In to je to, no. Varno smo prijavili, tekma do konca 100-85 je bilo, varna zmaga. Luka ob koncu 37 točk, 7 skokov, 6 asistenc v 30 minutah. Nič posebnega, ne? Čakajte malo. Tole, če je to Venezuela, Francija, se vseeno kdo, to so številke, ki dobro, da ga imamo. Mike Tobi, drugi igralec srečanja, 21 točk, 5 skokov, Prepelič 18, Nikolič 8 točk, Bine Prepelič 5 točk, 4 skoki, Blažič 4, Čebašek 3, Dimec 2 točki in pa Zoran Dragič 2 točki v 22 minutah. Jaz opravičujem, no, ker je moj glas še vedno takšen, kot je, prehlajen sem, nenormalno, to se mi vleče že 100 let, pa vendarle. Zoran Dragič, mogoče tu predstava, ki ne navdušuje, ki upam, da se bo spremenila, oziroma da ima motiv, da jo spremeni v nadaljnih. Tukaj je ogromno rezerve, se fant se trudi, to mu ni za oporekati, enostavno ne gre v tem trenutku, no. K sreči so tukaj drugi pristopili, no. Tako da, tu bo še čas. Jutri, 1:30 proti Gruziji. Tu se zmaga mora doseči, če hočemo realno upati na preboj iz drugega kroga, ko potem križamo skupino Avstralija, Nemčija, Avstralija, Japonska. Vse vemo, na drugi strani, še en dan nazaj, oziroma zdaj že še 2 dni nazaj, je Avstralija pometla z Finsko, če so jih sledili še v prvem polčasu in v drugem več niso. Nemci pa so premagali Japonce, no, nič takega. Kaj se ostalega dogaja zanimivega? V naši skupini seveda gladka zmaga Gruzija proti Zelenoordskim otokom. Nič pomembnega, vrednega. Dobro, ajde, Kanada je razbila Francijo za 30 točk, no, to se mi zdi nekaj zdaj izjemnega tukaj, nekaj drugega, pa mislim, da ni zdaj bilo, vendarle gre za prvi krog. Tako, še enkrat, hvala, da me spremljate, Gregor sem bil z vami z Greg Skorta, novi analizi, probali se bomo ob analizah družiti še naprej, ponavljam, tukaj highlightsi pri FIBI niso dobrodošli, oziroma so kar striktni in strogi, da vam ne razlagam in utrujam, kaj se zgodi v nasprotnem primeru.
Srečno, držimo pesti, do naslednjič in se tudi slišimo po tekmi z Gruzijo. Hvala in lep pozdrav!